Pozdravljeni, spoštovani gledalci oddaje Odmev tedna. Z vami sva Andreja Barat in dr. Žiga Turk. Pozdravljeni. Dober dan. Tudi ta teden je bilo na družbeno-političnem parketu precej pestro. Predsednik države Borut Pahor je, čeprav z nezadovoljstvom, po lastnih besedah podpisal odpoklic slovenskega veleposlanika v ZDA. Če malce osvetlimo zgodbo, Tone Kajzer, veleposlanik v ZDA, naj bi domnevno fotografiral diplomatsko depešo in jo posredoval predsedniku SDS Janezu Janši, ta pa jo je objavil na Twitterju. To je JJ Style. Zdaj v tej diplomatski depeši ni bilo nič takšnega, kar bi bilo tajno. Pravzaprav je šlo za mail notranjega ministrstva, v katerem je bila prošnja predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, če se lahko poziv za zbiranje podpisov za njeno kandidaturo objavi v prostorih veleposlaništev, slovenskih veleposlaništev po svetu. Posledica tega je bila, da so odpoklicali sedaj veleposlanika. Ta ukrep je tudi po besedah predsednika države nesorazmeren. Zdaj na Ministrstvu za zunanje zadeve pravijo, da zamenjave za veleposlanika še nimajo. Kako vi komentirate to zgodbo? No, če bi bila politična provenienca udeleženih drugačna, potem bi tega veleposlanika slavili kot žvižgača, ki je opozoril na neko nepravilnost ali na neko čudno prakso. V resnici se mi zdi, da se je zgodilo to, da je prišlo na dan, komu zaupa ta veleposlanik. Ta oseba ni prava in v skladu z politiko te vlade, da vse napačne ljudi odstrani iz položajev, so dobili izgovor za to, da odstavijo veleposlanika, ki je, kolikor vem, tudi kolikor sem jaz slišal od svojih ameriških znancev, kolegov, odlično delal, zastopal slovenske interese v Washingtonu. In ja, bomo videli, koga bodo zdaj postavili na to mesto. Morda so tudi iskali samo priložnost za to, da bodo za koga od svojih našli službo. Vsekakor se pa strinjam z predsednikom Pahorjem, da je ta ukrep pretiran. Zdaj posledica te zgodbe je tudi interpelacija, ki jo je napovedal SDS za zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Očitajo ji zlorabo diplomatske mreže za zbiranje podpisov ene od kandidatk. Gre tu za neki povračilni ukrep ali je upravičena interpelacija? No, že kar nekaj časa imamo to sestavo parlamenta, že nekaj časa imamo to vlado in pravzaprav v glavnem gledamo samo izredne seje, torej nekega kresanja mnenj, nekega dialoga, postavljanja poslanskih vprašanj v parlamentu je premalo in pravzaprav so interpelacije še edini način do razprave tam, kjer razprava mora biti pride. Jaz si ne delam nobenih utvar, da bo položaj gospe Fajon visel na nitki ali kaj podobnega, mogoče bo nekatere stvari povedati. To, kako se je del politike ali pa del državnega uradništva zavzel za pomoč kampanji gospe Musar, je na eni strani čudno, na drugi strani ni presenetljivo. Del je to te politične igre, ki jo spremljamo, ki se jo v demokraciji pač igra. Očitno. Zdaj napovedana je tudi interpelacija zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar iz istega razloga kot za zunanjo ministrico, pa še razlogi so, ker naj bi ogrozila državno varnost z odstranitvijo ograje na meji. Sicer sama pravi, da tega problema nikakor ne vidi. Poglejmo video. V enem od portalov slovenska policija v 48 urah zabeležila blizu 500 nezakonitih prehodov državne meje. Katastrofa. Ampak v resnici jih je bilo 300. V 48 urah. Ja, v 3 dneh pa okrog 500. V Gibanju Svoboda sicer pravijo, da je Bobnarjeva eden najmočnejših členov te vlade. Kako vi komentirate to temo? Kaj se dogaja na meji? No, vsi vemo, da ograje
pomagajo pri tem, da tisti, ki ne smejo nekam priti, da tja tudi ne pridejo. To, da so šli na vrat na nos odstranjevati to ograjo, je še eden od ukrepov, ki se jih je ta vlada lotila na vrat na nos, s katerimi dela tisto, kar smo nekateri mislili, da v kampanji sicer samo govorijo, zato da zbirajo glasove, zato da kurijo pravzaprav ljudi. Sicer so to ograjo postavili v času Cerarjeve vlade, če spomnimo, ne? Ja, takrat se je reklo tehnična ovira, ne. Zdaj, ali je, si pa ljudje želijo gledati interpelacijo čisto o vsaki zadevi, ali je to tisto, kar ljudi najbolj zanima in skrbi, je pa seveda drugo vprašanje. Ampak kot sem že prej rekel, v parlamentu se je treba pogovarjati, soočati je treba stališča, in če se ta prostor zapira tako, da ni rednih sej, da ni postavljanja vprašanj ministrom, da ni to postavljanje vprašanj svobodno, v zvezi s čemer tudi slišimo veliko pritožb sa strani opozicije, namreč da predsednica parlamenta ta vprašanja filtrira, namesto da bi jih posredovala naprej, potem se pač opravi razprava na ta način. Demokracija je sistem, v katerem se razpravlja, v katerem se sooča mnenja, to je njena glavna značilnost in bomo prisluhnili, kaj se bo dogajalo. Kaj se bo dogajalo? Zdaj, omenili ste svobodo govora. Včasih se zdi, da je ta svoboda govora v svobodi, ki jo sedaj imamo, ogrožena. Poglejmo video. Hudič, zdaj je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj je lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedano. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Ali pa ti vse predpišejo, da se moraš za svoje besede opravičiti. In to narediš ob enih ponoči ali pa na predzadnji strani v mini okvirčku. To je pri nas očitno politična kultura. Pa poglejmo še komentar pronicljivega misleca. Spet se bom ponovil, ne? Demokracija je, da se pogovarjamo, demokracija je, da soočamo mnenja. In če se ta prostor soočanja mnenj oži, če nečesa ne smeš reči, ali če se bojiš, da bi neka beseda, da bi zaradi neke besede lahko imel težave na sodiščih ali finančne težave, potem se začne ta prostor zapirati. Jaz sem se vedno zavzemal za to, da je komunikacija dostojna, da je komunikacija uglajena, konstruktivna, ampak svoboda govora ščiti tudi komunikacijo, ki ni taka, ki je groba, ki je provokativna, v kateri se tudi govorijo neresnice in tako naprej. Evropsko sodišče na koncu judikatov v zvezi s tem pravi, ker je taka beseda potrebna v demokratični družbi. Praksa, ki jo v Sloveniji vse bolj gledamo, je, da veljata nekako dva standarda za svobodo govora. Če se zdi komu z leve kaj narobe, mu zelo hitro prisluhnejo tudi sodišča, dosodijo ali odškodnino, ali kazni, ali potrebo po opravičilih in tako naprej. V drugo smer delajo stvari pa dosti slabše. Meni se zdi, da ni dobro živeti v državi, kjer sodišča odločajo o tem, kaj je resnica. Sodišča imamo zato, da odločajo v sporih. Zdajle pravzaprav se bojim, kako oblikovati besede, da ne bo kaj narobe, ampak meni se ne zdi za neko premoženje, ki je bilo odvzeto ali pa ki je spremenilo lastništvo v obdobjih revolucionarnega terorja oziroma porevolucionarnih nacionalizacij, meni se ne zdi zelo daleč od resnice, da se reče, da je ta zadeva ukradena. Sploh zato, ker je to vsekakor rečeno v prenesenem pomenu. Saj hiše ne moreš ukrasti, da bi jo nekaj nesel. Ne? V prenesenem pomenu se mi pa zdi, seveda z vsemi mogočimi oklepaji, da to ni bilo tako daleč od resnice. Od resnice. Ne? Seveda ne moreš zato reči, pa mislim, da se to tudi ni reklo, ne, osebam, ki so zdaj nasledniki tiste partije, da so lopovi in tatovi, ne, je vendar treba vsakega ocenjevati.
posebej in ocenjevati tudi potem, koliko se distancira od tiste dediščine. Ampak efekt, ki ga imamo, ne, tudi ambicije, ki se zdaj pojavljajo, oziroma grožnje, ki jih zdaj producira 8. marec v zvezi s tem, kako so že dobili povratno informacijo, da se bo preganjalo vse, ki so v zvezi z njimi, kaj grdega rekli. Vse to ima na diskusijo, ki teče v državi, en tak, rekel, ledeniški učinek. Ne? Bojimo se povedati, kaj mislimo, in prej ali slej to pomeni, da bo ta ekonom lonec, čemu se svobodo govora ne spuščamo pare, razneslo. Zdaj, podobna situacija je recimo tudi bila na tej seji za družinski zakonik, ko so enostavno zignorirali in niso dovolili govoriti in predstaviti argumentov predstavnikov cerkve. Gremo nazaj v čase, ko je bilo treba paziti, kaj govorimo. To ni demokracija, to ni svoboda. Vsaj ne svoboda, kot jo razume demokratični zahodni svet. To je podobno mogoče svobodi, kot je prišla leta 1945. Se pa bojim, da se nas bo čedalje več ljudi, čedalje slabše v tej državi počutilo. Zdaj, tisto, kar lahko seveda naredimo, kar se mi zdi, da mora vsak demokrat in vsak pokončen državljan narediti, je, da absolutno zagovarja in širi svoje stališča, seveda pa na način, ki je dostojen, ki je vljuden, ki je uglajen. Vendar tudi, če ni, to še ne pomeni, da je to sovražni govor, ne? No, tudi to je eden od trendov, da zdaj kar vse, kar nekomu ni všeč ali kar se nekomu zdi grobo in žaljivo, označimo za besedo sovražni govor, ki ima v nekaterih pravnih sistemih kot hate speech, bom rekel, nekatere sankcije. To, če jaz nekomu rečem, da je bedak, to ni sovražni govor. Pa ne rečem skoraj nikomur, da je bedak. Ne? Tak dobro pravilo je, ne, nikoli ne reči osebi, kaj je, ne? Ampak označuj, da jej pridevnike stališčem, mislim, ki jih je ta beseda izrekla. Skratka, ne, da je nekdo neumen, ampak da je rekel neumnost. Gotovo. Pa če greva malo še na drugo temo. Rebalans proračuna je bil strani ta teden Fiskalnega sveta ocenjen kot nerealističen ali nadrealističen, če se prav spomnim. Saj v zadnjem četrtletju predvideva 1,7 milijarde minusa, kar pa nima niti približno podlage v teh ukrepih, ki so zdaj. Zakaj ti manevri? Da bo v prihodnjih letih lažje se upravičila neka večja poraba ali kaj menite? No, taka ocena od take inštitucije je prav gotovo hladen tuš za to vlado. Mislim, da je proračun tak, kot je, zato ker, kako bi rekel, glede pomembnih stvari nihče ne vlada. Ne? Nihče, si predstavljam, v tej vladi, v tej hierarhiji, v tej strukturi, ni nikomur rekel ne. Ko so prišli ministri, ko so prišli deležniki. Nihče ne bo dobil manj, kot si želi. Nihče ne bo dobil manj, kot si želi, oziroma kot je že dobil. Naloga politike, ne, ni, da zagotavlja čim več denarja za tisto svojo klientelo, v smislu, ne vem, minister za kulturo mora pa zagotoviti čim več denarja za kulturo. Ne. Ampak je naloga ministrov, da skrbijo, da se z javnimi sredstvi, da se z državnim denarjem, ki je davkoplačevalski denar, čim bolj gospodarno dela, torej da skrbi, da dobijo ravno prav denarja, ne, oziroma da je celoten proračun nekako usklajen z tem, kar zaslužimo. Golob je v predvolilni kampanji enkrat rekel, da je treba najprej zaslužiti, potem se porabi. Tukaj bomo več kot očitno najprej porabili, zaslužili bomo bog ve kdaj. In to v situaciji, ki ni tako, sicer ni rožnata, ampak ni tudi tako, kako bi rekel, katastrofalna, katastrofična, kritična, kot je bila v času covida, ko so se stvari popolnoma ustavljale.
Bojim se, da gre za še en efekt, in sicer zato, da je vendarle klientela te vlade, da so volivci te vlade taki ali drugačni, predvsem taki ali drugačni prejemniki sredstev iz državnega proračuna, in da jih seveda ta vlada noče razočarati, da jih želi sredstva iz proračuna k njim usmerjati, zato da bi bil ta proračun, torej ta primanjkljaj vendarle nekaj manjši. Nam obetajo nove davke, pomeni tisti, ki delajo, ki služijo, bodo bolj obremenjeni. Neko pozitivno davčno reformo, ki jo je naredila Janševa vlada, so tako rekoč preklicali. Vračajo neumnosti, kot je tisto izpisovanje računov oziroma jemanje tistih nesrečnih papirčkov za vsako kavico. To je škoda. Ne? Ni problem samo v tem, torej, da ne govorimo o tem, kako bodo dodatno obdavčili SP-je, kako bodo obdavčili najemnine. Ne gre samo za to, da se bo ta dejavnost preselila v sivo ekonomijo. Ne? V redu, pač, če bi vsaj se, ampak marsikaj se ne bo delalo, ne? Marsikdo nečesa ne bo naredil. Če pa brez dela pa ni jela, če se pa ne naredi, pa pomeni, da imamo vsi skupaj nečesa manj. Se pravi, se delovnim, produktivnim ljudem, da ne rečemo, se jih skoraj da kaznuje, zato ker so. Napačna smer je, sej čez 3 dni ne bo nič narobe, ampak ko bomo gledali spet čez par let nazaj, bomo rekli, še dodatna leta tega zgubljenega desetletja. In še se bomo čudili, zakaj nas prehitevajo države, ki so bile včasih daleč za nami, zdaj smo pa že počasi izenačeni. Ljudi je treba spodbujati za to, da čim več naredijo, da ne vem, če ima nekdo SP, ne, in če je primerno obdavčen, bo nekaj naredil, drugače bo pa doma sedel. In če bo nekaj naredil, bo nekomu nekaj koristnega naredil. Bo nekdo imel nekaj od tega. Ne. Se pravi, čisto zgrešeno. Spodbujati je treba delo, ne pa lenobe. In tukaj se kaže, ne, na nek način tudi v tem proračunu in v celotnem pristopu, da je pravzaprav levica edina, ki ima neko agendo v tej vladi oziroma ki prihaja z nekimi idejami, ki so gospodarsko škodljive, ne, ki pa tistemu njihovemu krogu 4% volivcev očitno paše, pa najbrž še komu. Ne. Ja, zdaj, ko ste omenili levico, tudi je poslala v boj za predsednika države svojega kandidata, ki se je pred leti izrekel tudi o produktivnih ljudeh, ki imajo stanovanje, ki se ga ne posesa v 15 minutah. Sicer verjetno nekih realnih možnosti za zmago nima, ampak kaj je njegova vloga, da nekako potisne ostale kandidate proti sredini in zasede on ta prostor tu, ali pač da izkoristijo medijski prostor za širjenje spet svoje agende? Ja, mislim, da je on tudi rekel, da je treba kapitaliste z bajoneti nagnati v morje. Ne vem, ali bi on ali bi bil pa kakšen od njegovih somišljev, potem so se od tega, se je stranka distancirala, zdaj ga postavi pa za predsedniškega kandidata. Zdaj, čemu naj tukaj verjamemo? Ne, lahko bi rekli, torej objektivno bo on dosegel to, da bodo ostali levi kandidati izpadli bolj zmerni, ker bo verjetno v kampanji šel v Che Guevara skrajnosti. Zavedati se morajo pa gledalci in volivci nečesa. Ne? Gospod Kordiš bo povedal stvari, ki jih ostali levi kandidati mislijo ali se pa z njimi intimno strinjajo, pa vedo, da mogoče pa ne bi bilo oportuno, da jih tudi izrečejo. Ne? Tako da bomo prav videli, koliko se bodo z njim spopadli levi proti kandidati. Ker kot rečeno, nekih fundamentalnih razlik se jaz bojim, da med njim, gospodom Brglezom, tudi do neke mere gospod Musarjevo ni, to so vse ljudje, ki imajo srce na levi, so pa nekateri toliko inteligentni, da ne mahajo ravno s temi rdečimi zastavami preveč visoko. Ne. To je res.
Zdaj, če še gremo malo na mednarodni parket, Putin je izdal ukaz o delni mobilizaciji prebivalstva vojsko. Cene letalskih kart iz Moskve so v enem dnevu poskočile na 10.000 evrov in na mejnih prehodih se vijejo kilometrske kolone vozil. Očitno vsi ljudje v Rusiji tudi niso pripravljeni nesti svoje glave na pladnju za mater Rusijo. Je morda to tista poteza, tudi protesti številni se dogajajo, je to tista poteza, ki bo morda tisti kamenček, ki bo spodkopala Putina od znotraj? No, tisto, kar se je ta teden pokazalo, je, da je pravzaprav Putin v težavah, da se tam nekaj dogaja. Neka stvar, ki je šla kar precej, se mi zdi, mimo komentarjev, vsaj pri nas, je, da je bil ta Putinov govor planiran, da bo, mislim, da v zvečer, ali mislim, torek zvečer naj bi bil, ne? Predstavljate si, da bi slovenska vlada najavila, predsednik vlade Golob bo prišel s pomembnim poročilom v torek ob 9, ne? In potem bi predstavili to zadevo, ne bo v torek ob 9, bo v sredo ob 10 dopoldne, ne? Ali pa da bi se to zgodilo, ne vem, Jean-Michelu ali pa Bidenu ali pa ne. Skratka, to je en znak, da se v Kremlju, v Rusiji nekaj dogaja. Neke težave so, neki dogodki so. Povedal ni pravzaprav nič takega, česar že ne bi vedeli. Rusija je imela pravzaprav stalno težavo, kako te svoje enote popolnjevati. Mislim, da na bojišču ta mobilizacija še dolgo časa ali pa kar nekaj časa ne bo imela posebnih efektov, ker ne moreš človeka vzeti iz stanovanja in ga postaviti na fronto in da bo to funkcioniralo. Rusija je imela stalne probleme z logistiko, kako bo logistično to obvladala, je drugo. Rožljanja z jedrskim orožjem je bilo tudi že ves čas nekaj. Skratka, kar smo zvedeli, je, da je prestavil govor za 12 ur in da ima težave z popolnitvijo svojih oboroženih sil. Grožnjo z jedrskim orožjem pa seveda treba je vzeti resno, se na to pripravljati, ugotavljati, kakšno protiigro tukaj igrati. Tisto, kar bi si človek želel, je, da bi Rusija prišla z nekim mirovnim načrtom, v katerem bi povedali, gledajte, pod temi in temi pogoji smo mi pripravljeni zadevo ustaviti, pa se nič takega ne dogaja. Ne? Torej, Rusija je očitno smatra, da to, kar so do zdaj osvojili, je že njihovo, o tem se ne bodo pogovarjali, o tem v zvezi s tem imajo referendum in bodo poskušali doseči še kaj več. Torej, nobenega pomikanja nazaj Rusije od tistih njihovih maksimalnih zahtev in to je pravzaprav ponovna kolonizacija Ukrajine oziroma priključitev Ukrajine pod svojo interesno sfero. Nič nismo slišali, da to ne bi bilo več na mizi in to pa seveda za Ukrajince ni sprejemljivo. Ni sprejemljivo. Sicer so tudi sami Ukrajinci ponudili pomoč mobiliziranim v rusko vojsko, ki tega ne želijo, ne. Je, mislim, da zunanji minister dal izjavo, da poziv, da se naj predajo, ko pridejo v Ukrajino, da jim ne bodo sodili. Tako da, mislim, obstaja morda neko vsaj malo realno ali pa preveč optimistično upanje, da bodo Rusi sami na nek način spoznali prebivalstvo in se uprli Putinu. Ali so to preveč idealistične? Dogaja se verjetno v Rusiji marsikaj. Ne moramo biti prepričani, da če bi prišlo do poskusov zamenjave Putina, da bi bila ta zamenjava v mehkejšo smer oziroma v bolj demokratično smer. Lahko upamo, lahko se tega nadejamo. Vsekakor je pa pomembno, da razgrajaču ne popuščaš, da tistemu, ki krši pravila, ne popuščaš, da ga ne nagradiš za izsiljevanje. Ne? In da si, kako bi rekel, fair, odprt. Ne? Rusiji nihče ni nič hotel. Ne? Vsa vrata so bila odprta, na G7 srečanjih so sedeli, z NATO-om so sedeli skupaj. Ne?
in kako bi rekel, v neki oddaljeni prihodnosti. Veste, tudi nacistična Nemčija je po 10 letih po koncu vojne sooblikovala začetke Svet, Evropske unije, tako da ruski narod kot tak. Oni so tukaj, Rusija bo tukaj ostala, ne? Ampak kakršnokoli popuščanje agresorju, ne? Kakršnokoli nagrajevanje agresije je pa samo povabilo vsem ostalim agresorjem ali pa temu agresorju, da z agresijo nadaljujejo. Se pravi, ima tudi neko vzgojno vlogo tukaj Evropska unija. Bolj bi rekel odvračalno. Odvračalno vlogo tega je bilo, oziroma tega, če govorimo zakaj smo prišli do situacije, v katero smo prišli, torej, da je prišlo do ruskega napada na Ukrajino. Marsikdo pravi, je diplomacija odpovedala, skratka, in pravijo to v smislu, ker niste Rusom popustili v njihovih zahtevah, da se NATO vrne na meje iz leta 1989 in umakne iz Poljske in druge povsem nesprejemljive zadeve. Ne. Odpovedalo je tudi to, da bi takrat nekdo jasno povedal, gledajte, če boste vi napadli Ukrajino, boste imeli posla in bomo mi odločno pomagali. Ne. Tega odvračanja tudi ni bilo. Ne. Tudi, če je bila kje napaka, je bila tudi tukaj. Ne. Dobro. Še nekaj kratkih novic preteklega tedna. V Iranu se po smrti dekleta, ki je bilo aretirano strani moralne policije, ker ni imelo pravilno nameščene na glavne rute, že več dni odvijajo množični protesti. Številne ženske in moški imajo dovolj državno-verske represije, ki želi s predpisi posegati tudi v najmanjše podrobnosti zasebnega življenja. V Združenem kraljestvu so se poslovili od priljubljene kraljice Elizabete II. Pogrebne slovesnosti naj bi si preko televizijskih prenosov ogledalo več milijard ljudi. Vlada nadaljuje svoja prizadevanja za povečanje obdavčitve plač za vse razrede, razen za minimalno plačo. Tudi normiranci in najemnine bodo bolj obdavčeni, vrača pa se tudi obvezno izročanje računov. V Ljubljanskem muzeju za arhitekturo in oblikovanje so iskali avtorja serije fotografij, ki naj bi nastale konec 80-ih let, na katerih moški z zidu briše napis Demokracija. Avtor se je našel, fotografije je posnel znani arhitekt, grafični oblikovalec in fotograf Marjan Paternoster. Nas pa še bolj zanima, kdo je avtor grafita, ki je že takrat vedel, kaj ta dežela potrebuje. Vprašali bi ga, če ima še kaj barve. Dr. Žiga Turk, najlepša hvala za vaš čas in misli, ki ste jih delili z nami. Hvala lepa za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, za pozornost. Uživajte v svobodi in se vidimo prihodnji teden.